Dober večer in dobrodošli v oddaji On the Record, poglobljeni intervjuju oddaje i24 News English. Medtem ko Izrael čaka na izid pogajanj o dogovoru med ZDA in Iranom, za katerega Teheran zahteva, da mora vključevati konec vojne v Libanonu, je libanonska fronta postala najaktivnejše izraelsko bojišče. Predsednik vlade Benjamin Netanjahu je v torek napovedal, da bo IDF razširil svojo vojaško operacijo v južnem Libanonu zaradi vse pogostejših napadov Hezbolaha z droni na izraelske severne skupnosti in vojake IDF, ki delujejo v varnostnem območju. Medtem se bodo izraelske in libanonske vojaške delegacije v petek sestale v Washingtonu, kjer bodo razpravljale o razorožitvi Hezbolaha in prihodnji napotitvi libanonskih oboroženih sil v južni Libanon. Po pričakovanem umiku IDF, za katerega Izrael pravi, da se bo zgodil šele, ko bo Hezbolah popolnoma razorožen, da bi vse to razčlenil, se mi je pridružil Jacques Nerja. Polkovnik v rezervi Jacques Nerja je višji analitik za zadeve Bližnjega vzhoda v Jeruzalemskem centru za javne zadeve. Rožen v Bejrutu je Nerja leta 1968 se priselil v Izrael in kmalu zatem vstopil v IDF, kjer je služil 21 let, tudi kot namestnik vodje ocenjevanja v vojaški obveščevalni službi IDF. Bil je tudi svetovalec za zunanjo politiko predsedniku vlade Icaku Rabinu. Jacques, najlepša hvala, da ste se nam nocoj pridružili. Hvala, da ste me povabili. Torej, začnimo. Mislim, zdaj uradno velja, da sta Izrael in Libanon v stanju premirja. Ampak tukaj smo že bili. In v prejšnjih primerih je bila dinamika taka, da je Hezbolah prenehal, Izrael pa je streljal. Ampak tokrat ni tako. Vidimo, da Hezbolah zdaj nadaljuje svoje napade na izraelske sile in skupnosti ob severni meji Izraela. Kaj se je torej spremenilo pri Hezbolahu? No, to premirje prebivalci severnega dela Izraela imenujejo vojna premirja. Torej, mislim, da smo v vojni, v popolni vojni s Hezbolahom. In danes je prvič po dolgem času, da so izraelske obrambne sile napadle tarče v severnem Libanonu 150 km od meje. To je nekaj novega. In mislim, da je to ena pot. Opozorilo Hezbolahu, da če bo nadaljeval svojim načinom ogrožanja vojakov in seveda, mislim, tudi ciljanjem civilistov, potem Izrael ne bo imel druge izbire, kot da bolj radikalno posreduje v Libanonu. In to bi pomenilo večji vdor, kopenski vdor naših sil v Libanon, ciljanje specifičnih in elitnih tarč v Libanonu ter vodstvenih tarč, naprimer, kot smo to storili v preteklosti. In do zdaj tega ne počnemo. Tega ne počnemo, ker obstaja ameriška zahteva, da tega ne storimo, da ne razširimo obsega spopada na Bejrut in druge dele. Mislim, ampak mi smo tam, Izrael tam korak za korakom melje in mi napredujemo. Nismo še v Dahija, ampak smo napredovali v dolini Beka, v severnem delu Libanona in Hezbolah mora vse to takoj občutiti. Tako je. Ampak, kot ste rekli, smo v vojni. To je vojna izčrpavanja in to je točno tisto, kar si Hezbolah želi. Želi, da bi bile izraelske čete omejene na določeno območje. In to območje so določile Združene države Amerike, ki pravijo v redu ne več kot 10 km v notranjost Libanona. In zaradi tega, ter zaradi razumevanja Hezbolaha, da se Izrael podreja in uklanja pritisku Washingtona in zaradi uspeha, za katerega menijo, da ga ima Iran v pogajanjih z Washingtonom, menijo, da so opogumljeni, da so lahko veliko bolj agresivni proti Izraelu. In kot je rekel Kasem v svojem zadnjem govoru, je to ali mučeništvo ali zmaga. Torej, ni mogoče združiti obeh. To je njihova odločitev. In odločitev se zdaj sprejema tudi glede na druge dejavnike. In prvi dejavnik, ki ga ima Hezbolah v mislih, je, kako strmoglaviti to vlado, kako strmoglaviti libanonsko vlado, in to je neposredna grožnja.
Če boste nadaljevali pogajanja z rdečimi, potem ne bodite presenečeni, če bomo šli na ulice. Torej, prišli bomo do te zelo nenavadne Qasemove grožnje, ampak dotaknili ste se pogajanj med ZDA in Iranom. Zdaj, ne glede na to, ali je to določeno v sporazumu o premirju v Libanonu ali ne, bo situacija ostala takšna, da so izraelske sile na terenu. In Hezbolah je prisegel, da bodo, dokler bodo izraelske sile ostale, nadaljevali z napadi. In izraelske sile bodo tam ostale, dokler Hezbolah ne bo razorožen, kar je proces, ki lahko traja leta. Ali lahko izraelska vojska vzdrži, da ostane na tem območju južnega Libanona in da jo Hezbolah še naprej napada? Mislim, to nas nekako vrača v realnost pred umikom leta 2000. Če sem iskren, po mojem mnenju, po mojih izkušnjah v Libanonu, ne mislim, da nam bo ta varnostni pas 5 ali 10 kilometrov zagotovil varnost, ki jo potrebujemo v Libanonu. Uničili smo 29 vasi, v prvi vrsti, drugi vrsti, tretji vrsti. Zdaj smo tam in na območju pod našim nadzorom je več kot 68 vasi, ki so večinoma uničene. Tako se lahko obramba severa izvede znotraj naših mednarodnih meja z varnostnimi ureditvami znotraj Libanona. Zakaj potem sploh imeti varnostno območje? Tako je, točno tako. To je v resnici grožnja. Grožnja Libanoncem, ki jim sporoča v redu, kaj se je zgodilo z okupacijo tistih vasi. Skoraj 1 milijon Libanoncev je pobegnilo proti severu. Zdaj pa se osredotočamo na Nabatijo in Tir. In to pomeni, da bo moralo še 250.000 Libanoncev oditi proti severu. To ustvarja pritisk na vlado in tudi pritisk na Hezbolah. Torej pravite, da je varnostna cona bolj sredstvo pritiska, kot pa varnostna nuja. Kot ste rekli, mislim, imeli smo izkušnjo od leta 1982 do leta 2000 in ni prav veliko pomagalo. Mislim, tam smo postali tarča Hezbolaha. In pravzaprav smo mi spodbudili Hezbolah, da je postal to, kar je postal, zaradi soočenja z enotami IDF in vojne v južnem Libanonu z vojsko. Tako da to je, mislim, to je dejstvo. To je dejstvo. Zato moramo sprejeti vse potrebne ukrepe, da zaščitimo svoje. In če postavljamo vojsko med Libanon in vasi na severu, potem lahko postavimo vojsko in vasi v isti položaj za našo mednarodno mejo. Ampak to je, kot sem rekel, to je karta, ki jo uporabljamo, da pritiskamo in dosežemo politično rešitev z libanonsko vlado. In zdaj moram obravnavati eno stvar, ki ste jo prej omenili, kot da je namen teh pogajanj normalizacija odnosov z Izraelom. O tem Libanonci ne govorijo. Libanonski pogajalci skupaj z predsednikom Libanona govorijo o pogajanjih za umik Izraela, obnovo ali rekonstrukcijo juga. Ni niti besede o normalizaciji ali varnostnem dogovoru z Izraelom. Nobene. Zdaj je drugo vprašanje tisto. Prejšnji teden je Ministrstvo za pravosodje, ameriško Ministrstvo za pravosodje, pravkar uvedlo sankcije libanonskim poslancem, mislim, članom parlamenta. In kaj je posebnega pri dveh častnikih, aktivnih častnikih? Eden je vodja ocenjevanja v libanonskih notranjih silah. Drugi je odgovoren za obveščevalne službe v Dafiji. In to je prvič, kar pomeni, da vedo, da je libanonska vojska polna krtov in ti krti so v stiku s Hezbolahom. In to pomeni, da ni mogoče uresničiti nobenega dogovora doseženega z Libanonom, niti s pomočjo ali sodelovanjem libanonske vojske. To vemo zagotovo. Torej, ostaja vprašanje, kdo vam bo dal jamstva. Točno tako. Torej, vemo, da libanonska vojska nima zmogljivosti za razorožitev Hezbolaha in na kar namigujete zdaj je tudi to, da nima volje zaradi sestave libanonskih oboroženih sil
in velike prisotnosti šiitov v teh silah. Ali lahko na kratko razložite sestavo libanonskih oboroženih sil? Da bomo lahko bolje razumeli, kako zahtevno ali pa, kot bi nekateri rekli, nemogoče je naložiti to nalogo razorožitve Hezbolaha libanonskim oboroženim silam. Več kot 40 let se je Hezbolah osredotočal na dve stvari. Ena je izobraževalni sistem, ki je njihov lasten izobraževalni sistem, vzporeden z libanonskim. To je sistem, kjer je državna himna Salam Yamin namesto libanonske državne himne. To je ena stvar. Druga stvar je nameščanje krtov v vojsko in upravo Libanona. In dejansko je 60% libanonske vojske šiitske veroizpovedi, kar pomeni, da ne morejo potegniti nobene poteze in ne morejo ukrepati proti svojim staršem, svojim sorodnikom na jugu. To je, mislim, absurdno. Torej, vojske za to ne morete uporabiti. In sam poveljnik vojske pravi, da če uporabite vojsko za zatiranje Hezbolaha, se bo vojska razpadla, tako kot se je leta 1975. Zakaj torej ZDA zaupajo libanonski vladi? Ker je v ZDA načrt, da se ustvari nova brigada, povsem nova brigada, ki ne bi imela nobene povezave s Hezbolahom, in ta bi bila libanonska, odgovorna za varnost in red na jugu. To so sanje, to se nikoli ne bo zgodilo. Razen če, mislim, tudi če bi plačevali višje plače. Če primerjate danes, libanonski vojak dobi $250 na mesec, medtem ko borci Hezbolaha dobijo natanko $2000 na mesec. Torej, mislim, razlika je ogromna in zato ne morete ustvariti nove vojske. In potem, ko je poveljnik te vojske obiskal Washington in se srečal z Lindseyjem Grahamom. Komu je bilo dovoljeno obiskati Washington? Kaj? Zdaj pa ne več. Ne več. Washington, vprašali so ga, kako vi vidite Hezbolah? Ali menite, da je Hezbolah teroristična organizacija? In kakšen je bil njegov odgovor? Ni bilo v kontekstu Libanona. Kar pomeni, da je Hezbolah morda teroristična organizacija v Združenem kraljestvu, v ZDA, v Evropi, kjerkoli, ampak v Libanonu pa ne. Sploh ne. Torej je del sistema. Tako poveljnik vojske vidi stvari. Zdaj, poglejte, da vam bom še en primer. Izrael je likvidiral načelnika štaba Hezbolaha Fuada Shukra. Bil je v Hezbolahu. Njegov bratranec je bil v notranjih silah Libanona, mislim, v uradnih notranjih silah. Po poročanju medijev je bil, kot pravijo, odvetnik ugrabljen s strani izraelskih sil in pripeljan v Izrael. Njegov drugi bratranec je v Amalu, drugi šiitski organizaciji. Torej, ena družina s 3 položaji, eden v Hezbolahu, eden v Amalu in eden v notranjih silah. Tako je šiitska skupnost trenutno razdeljena v Libanonu. Torej, imajo vsi en cilj. Bojevati se proti Izraelu, spremeniti Libanon v Islamsko republiko, postati še ena provinca Islamske republike Iran in biti pod vilayat al-Fakihom. Mislim, avtoriteta pravnikov v Teheranu. To pomeni, da bodo ubogali in naredili vse, kar bo on želel. Poglejte, govorili ste o grožnji Naim Kasema v govoru ta teden, kjer je to povedal. V bistvu je presegel svoje običajne pozive libanonski vladi, naj se umakne iz pogovorov z Izraelom in je svoj poziv usmeril k šiitom in njihovim podpornikom v Libanonu, naj gredo na ulice in grozil, da bodo zrušili vlado. Ali to zdaj pomeni, da se v Libanonu približujemo državljanski vojni? No, veste, sedimo na sodu smodnika. Potrebna bi bila le iskra, da bi vse skupaj užgalo in eksplodiralo. Vsi v Libanonu to vedo, zato se temu poskušajo izogniti. Ampak mislim, da Hezbolah bolj kot drugi razume posledice in on opozarja na izkušnje iz preteklosti. Leta 2008 je Hasan Nasrallah
takrat želel imeti neodvisno optično omrežje, neodvisno od libanonskih institucij, da bi zaščitil svoje enote. Fuad Sinjora, ki je bil takrat predsednik vlade, je rekel, ne, tega ne morete storiti, to je libanonska suverenost, tega ne morete narediti, ste milica, niste del vlade. Kot posledica tega je Hezbolah v 3 dneh prevzel nadzor nad prestolnico in nad goro Druzov. In zaradi tega elementa je Hezbolah na koncu opustil svoje položaje v zameno za pravico veta pri vseh odločitvah libanonske vlade. In to se je dogajalo vse do leta 2024. Poglejte, težak spomin na državljansko vojno mislim, da je še vedno zelo prisoten v libanonski psihi in pri odločanju vodstva. Ampak to je Libanon. Rad bi preusmeril pozornost nazaj domov, tukaj, v Izraelu. Izrael je že več kot 2 leti in pol v aktivni vojni, brez kakršnega koli konca na vidiku. Njegove sile zavzemajo ozemlje v Gazi, Libanonu, Siriji in bodo to počele tudi v dogledni prihodnosti. Kakšen je vpliv? Kako to vpliva na izraelsko družbo? No, v družbi, v kateri živim, mislim, da nasprotovanje temu vedenju vlade ni sprejeto. Vsi so dovolj inteligentni, da razumejo, da cilji vojne niso bili doseženi. Gaza, ker je zadeva še vedno odprta. Libanon, zadeva je odprta. Sirija, zadeva je odprta. Iran, zadeva je odprta. Povsod je zadeva odprta. Ali smo katero od teh zadev pripeljali do konca? Smo prejeli, dokončno potrditev za katero od teh zadev? Ne. In zaradi tega, vsaka 2 dneva slišiš, da je vojak padel na severu, še eden v nesreči v Gazi, ali pa ga ubijajo ostrostrelci. Tako že 2 leti in pol živimo v vojnih razmerah. Skoraj smo že blizu ukrajinskemu primeru. In Jack, to ni vojna po izbiri. Ta vojna je bila vsiljena Izraelu. Ja. In grožnje ostajajo. No, odločitve so bile slabe odločitve. Kot ste rekli, nam je bilo to vsiljeno. In odgovor bi moral biti hiter. Moral bi biti hiter in dokončen. Namesto tega smo se samo vlekli. Potrebovali smo mesece, da smo sploh odločili, ali bomo posredovali na terenu v Gazi. In potem, smo slišali različne različice. Ena je rekla, vodstvo je na severu, tako smo zavzeli sever Gaze in nič. Potem so rekli, da je v bolnišnici Šifa v kleti. Šli smo v bolnišnico Šifa in tam ni bilo ničesar. In potem so rekli, Khan Yunis. In potem spet Khan Yunis. In vsakič smo se samo premikali z enega kraja na drugega, ne da bi resnično dosegli cilj. Zdaj je v Libanonu enako. Pravkar smo začeli smo vojno s Hezbolahom. In zelo odkrito povedali, da smo ga ujeli v past, da smo Hezbolah ujeli v past. We trapped Hezbollah v past, ki smo jo nastavili zanj. Namesto tega je bilo ravno obratno. Bilo je, presenečenje zaradi dronov, kibernetike, optičnih vlaken, dronov. To je bilo strateško presenečenje za izraelsko vojsko. Na to niso bili pripravljeni. Kot da tudi mi nismo bili pripravljeni na to, kar se je zgodilo v Gazi. Kako lahko to sprejmete, in zaupate svoji varnosti? Ker na koncu ljudje v Izraelu zahtevajo varnost. Želimo si varnosti. Veste, ali nam lahko zagotovite varnost, ko se obnašate, s takšnimi neumnimi dejanji? Torej ste kritični do procesa odločanja, vendar ste prej tudi rekli, da Izrael popušča pritiskom ZDA. Kolikšen vpliv ima torej odnos med Izraelom in ZDA pri tem, da je Izrael v trenutni situaciji, s katero ste zelo nezadovoljni? In tudi mnogi Izraelci so. Ko sem delal z Yitzhakom Rabinom, ni bilo samo enkrat, bilo je večkrat. Bilo je veliko takih trenutkov. Običajno je rekel, tega ne bom storil.
in ogrozil 3 milijard dolarjev, ki jih vsako leto prejmemo od Združenih držav Amerike. Imel je zelo poseben odnos z Združenimi državami, vendar je Jicak Rabin bolj kot katerikoli drug predsednik vlade vedno presenetil Američane. Vedno jih je presenetil. Najprej z izgonom 415 voditeljev Hamasa v Libanon in nato z oslovskim sporazumom, ki je bil popolno presenečenje za Američane, ker so mislili, da se pogovarjamo o Siriji, in potem so namesto tega dobili nekaj drugega. In potem so vse izraelske akcije, vojaške akcije v tistem času začeli Izraelci in jih tudi sami ustavili. Tukaj smo zaradi naše zavezanosti in dejstva, da so nam Američani pomagali pri poskusu zmanjšanja jedrske grožnje Irana. Ugotavljamo, da smo vezani na njihove odločitve. Mislim, Donald Trump je to odkrito povedal v etru. Rekel je Bibi Netanjahu, ni rekel Benjamin Netanjahu. Rekel je Bibi Netanjahu bo naredil vse, kar bom jaz hotel, da naredi. Tako da smo v situaciji, kjer je naša suverenost in naše odločanje preprosto, mislim, odvisno od vrat Bele hiše v Washingtonu. In nikoli ni bilo tako. In nikoli ni bilo tako. Tako da smo izgubili del naše neodvisnosti. In to se dogaja v teh odnosih, ker po drugi strani, mislim, poglejte vedenje ZDA. Ko ugotovijo, da ne morejo podrediti Hutijev, ustavijo vojno. Pravijo, da imajo dovolj. Dovolj imamo. Ostali smo s Hutiji. Zdaj bodo dosegli dogovor z Iranom, naredili bodo karkoli. In mi bomo ostali z Iranom, ker smo tukaj in oni so tam. To je velika razlika. Zdaj in Libanon je enako. Prepovedujete nam, da bi udarili po Dahiji, ščitite Hezbolah. Hezbolah, namesto da bi pobegnil iz Dahije, se samo smeji. Drži se za trebuh in pravi: moj Bog, kdo bi si mislil, da nas bo Washington ščitil pred Izraelom? Rad bi prešel na zadnji del oddaje, to je segment hitrih vprašanj. Pokazal vam bom 3 slike, v tem primeru jih bo 4. In poveste mi prvo stvar, ki vam pride na misel. Tukaj je prva slika. To je predsednik libanonskega parlamenta in šiitski voditelj Nabih Berri. Največja mafija v Libanonu. To je tisti, ki pere denar, ki prihaja k Hezbolahu preko njegovega sistema. In on se prikazuje kot zmeren. V resnici je on tisti, ki spodbuja vse Hezbolahove poteze proti nam. V redu, pa idemo na naslednjo sliko. To je načelnik generalštaba IDF, Jair Lapid. Jair Zemir je danes ostal sam, brez kakršnekoli podpore vlade, brez podpore kateregakoli od akterjev. Ker, mislim, vsi poskušajo prevaliti na njegova ramena, na njegov položaj izid, slab izid te vojne. V redu, tokrat nekoliko drugače, to sta 2 sliki tebe kot mladega fanta v 50-ih, 60-ih letih v Bejrutu. Ja. Kakšno je bilo življenje, kakšno je bilo odraščanje v Bejrutu kot Jud v tistem obdobju? No, Pravzaprav nismo živeli v judovski četrti v Bejrutu. Bili smo zunaj četrti in naša družina je bila nekaj posebnega. Moj oče je bil Rus, rojen v Rusiji. In moja mati je prišla z Rodosa, z otoka Rodos. Tako je bilo to precej nenavadno v Libanonu. Mislim, kjer Judje iz arabskih držav so se poročali med seboj. In nenadoma imaš nekoga, mislim, oče je Rus in mati iz Grčije. To je bilo nenavadno, ampak mislim, da tega nismo občutili, ker nismo imeli nobenih težav. Saj se je moja mama v tistih letih odločila, da naj jo pošlje v to šolo. To je bila francoska internatna šola, kjer sem bil eden izmed tabornikov, bil sem vodja plemena.
Mislim, da so bili takrat tigri, če se prav spomnim, če nisem bil judovski vodja. Vodja tabornikov v Libanonu. In kar je zelo neverjetno, je to, da me ta slika spominja, da sem zaradi tiste šole, tistega internata, zdaj tukaj in sedim z vami. Ker ko sem končal svoja šolska leta in sem preskočil 2 razreda, bil sem tako odličen, da sem preskočil 2 razreda, dobil sem štipendijo, da grem študirati v Francijo. In stal sem na slovesnosti ob koncu leta. In veste, vsi so bili vajeni imeti govore o tem, kako dobri smo, bla, 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 bla. Nenadoma bilo je leta 1968. Nenadoma je nekdo stopil na oder in začel napadati Izrael in Jude. In prestrašil sem se. In nenadoma sem začutil, da mi je nekdo položil roko na ramo. Obrnil sem se in videl, da je bil to ravnatelj šole, Perma Rosan. Rekel mi je: ne oziraj se na te norce, tvoje mesto ni tukaj, tvoje mesto je v Izraelu, tam potrebujejo moške, pojdi tja. In tako se mi je življenje spremenilo. Ali vidiš prihodnost v Libanonu, kjer bodo spet judovski fantje vodili skavtske čete? Nažalost, ne vidim prihodnosti niti za sam Libanon. Libanon bo ali razdeljen na kantone ali nekakšne federacije, ker je to edina možnost, ali pa bo postal še en del Islamske republike. No, saj si lahko izkusil Libanon v njegovih najboljših časih. Vsi lahko samo upamo, da se bo vsaj delček tega, kar je bil nekoč, vrnil. Ampak tukaj bomo morali zaključiti. Rad bi se še enkrat zahvalil Jacques Neri, da se mi je nocoj pridružil in delil zelo pronicljive misli ter izkušnje o Libanonu. Pridružite se nam spet prihodnji teden tukaj v oddaji On the Record. Današnjo epizodo in vse prejšnje oddaje najdete na YouTubu in Spotifyju. Hvala, ker ste gledali. Hvala.